V današnji avtomobilnosti vam pokažemo, kako daleč smo z razvojem avtonomne vožnje, oziroma pokažemo vam, kako zelo oddaljena je še. Predstavimo vam najmanjšega Lexusa, oziroma njegove japonske filozofske detajle. Povprašamo vas za mnenje glede alkoloka, pika na i pa je test enoprostorskega Mercedesa. Pozdravljeni avtomobilnosti. Avtonomna vožnja, najbolj vroča tema na področju avtomobilizma praktično od iznajdbe avta samega. Zato ni čudno, da se k tej temi redno vračamo tudi v naši oddaji. In ne samo mi, tudi na avtomobilskih salonih in seveda pri prodajalcih je beseda avtonomna vožnja oziroma besedna zveza kar velikokrat uporabljena. Pa ne samo zato, ker bi si industrija tega tako zelo želela. Tudi tisti, recimo prihajajoči mladi rod, včasih smo komaj čakali, da smo bili stari 18 let, da smo začeli voziti avto in imeli vozniški izpit, si zdaj tega ne želi več tako. Avto bi raje uporabljali za brskanje po internetu, za uporabljanje socialnih medijev in zato bi bila avtonomna vožnja tudi recimo za delo v avtomobilu, ko te avto pelje tja, nekaj zelo dobrega, oziroma vsi si želijo, da bi bila dobra. Zato je prepletena v vseh spektrih našega življenja. In zato je nastalo tudi kar veliko strokovnjakov, ki vsak dan na svojem področju tudi predavajo o tem, kaj avtonomna vožnja je, bo in kaj prinaša. Zakaj je ta tema tako zanimiva? Zato, ker nam obljubljajo, da bo jutrišnji promet drugačen, da bo bolj varen, da bo vzel nam manj potovalnega časa in da bo okolje postalo bistveno bolj čisto. Pa bo res. Dajmo pogledati, kaj od avtonomne vožnje oziroma kaj nam vsaj avtomobilski proizvajalci v tem trenutku prodajajo na nek način kot avtonomna vožnja. To še vedno ni avto, ki bo vozil sam od sebe, čeprav tehnologija bi morda na nek način to že omogočala, ampak ne bi. Tukaj sta tista dva razkoraka. Tehnologija v resnici bistveno prehiteva tako družbo kot naše razumevanje, kaj je lahko, ampak, kot si rekel, razumemo, da tako avtomobilska industrija kot predvsem oglaševalski stroj vabi z različnimi oznakami k temu, da mislimo, da smo kupili že polavtonomni avto, kako rečejo, pilotirana vožnja. Pilot assist, v bistvu vožnja brez da bi držal volan, pa v bistvu to lahko spustiš, tega lahko spustiš le za par sekund. A v resnici ga sploh ne smeš. A bi mi pogledali, kaj danes lahko imamo v avtomobilu? Bodimo bolj konkretni. Tako je. Radarski aktivni tempomat je v bistvu zelo podoben tistemu tempomatu, ki smo ga že navajeni. Se pravi, zdaj bom dal na najmanjšo možno razdaljo in ko se bo avto spredaj ustavil oziroma bo zavrl, bo tudi moj avto prilagodil hitrost in se po potrebi tudi ustavil. In kar je najbolje in kar pride prav tudi v prometnih konicah, ko bo avto pred mano speljal, bo tudi moj brez mojega urgiranja peljal in vozil naprej. Tako da ni dober samo na avtocestah, kjer zelo prav pride, ampak dobro služi tudi v mestnih konicah. Najnaprednejši sistemi omogočajo na primer tudi branje hitrostnih tabel. S pomočjo kamere zaznajo na tabli hitrost in samodejno zmanjšajo hitrost ali jo povečajo. Slednje seveda močno zmanjša možnost, da prekoračimo hitrost. Ali pa recimo prepoznajo ovinek in ustrezno zmanjšajo hitrost. V avtomobilnosti smo z različnimi testnimi avtomobili v takem režimu delovanja, ko nismo zavirali, nismo pospeševali, prevozili že na tisoče kilometrov in smo navdušeni in jih tudi toplo priporočamo. Ampak, če se boste v prihodnosti odločali za nakup radarskega tempomata, pozor! Pod enakim tržnim komercialnim imenom se skrivajo zelo različne izvedbe tega na videz enakega sistema. Radarski tempomati daleč največjo raven udobja ponudijo v kombinaciji s samodejnim menjalnikom. Če smo že pri vsakem zaviranju, zdaj na primer avto vozi v režimu avtonomne izbere dolžine, tudi sam bo zaviral. Recimo jaz se bom popolnoma umaknem noge. Avto bo tukaj sam zaviral in sam tudi pospeševal. Če bi bil povezan z ročnim menjalnikom, seveda tega ne bi mogel narediti. Prav tako tega ne bi storil, če bi bil tukaj povezan z klasično ročno zavoro. Druga, bolj skrita past pa leži v kombinaciji delovanja različnih sistemov. Na kakšen način zavirajo, do katere hitrosti zavirajo,
kako so pri tem nežni in kako hitri. Razlike v delovanju radarskih termometrov in vgrajenih sistemov in kombinacije delovanja vsega tega je zelo različna. Komercialno pa se vsi prodajajo praktično pod istim imenom. S pritiskom na to tipko pa boste dosegli, da bo avto sam ohranjal pozicijo na sredini voznega pasu. Oziroma bo preprečil, da bi se zgodilo tole. Gre za sistem, ki gleda oziroma skenira, kje so črte našega cestišča oziroma bankine, največkrat kar s kamero, ki je skrita tule zadaj za vzvratnim ogledalom. Pri tem sistemu, o katerem je pa David zdaj govoril, smo pa res na velikem sivem polju. Prvič, ločiti moramo med dvema sistemama. You have lane centering assist. It's providing you a gentle torque in the steering wheel to always center you in your lane, depending on the camera information, which is then seeking for the left and right lane marker. It's an advanced lane assist system, typical lane keeping aid, which needs to stop you from leaving the lane. Lane centering assist does not get you into that situation because you have no opportunity to leave the lane. You are continuously supported. Razlike v delovanju teh sistemov so zelo velike, ne samo med proizvajalci, ampak tudi znotraj ene blagovne znamke med različnimi modeli. Med našimi testnimi avtomobili smo tako že imeli primere, ko niso sploh opozorili, da ne delujejo več. Pri nekaterih sistem tako slabo deluje, da avto kot žogica potuje enkrat nekoliko čez sredino voznega pasu, drugič na bankino. Ali pa so recimo v volanu bistveno pregrobi in kar sam prevzame pobudo in močno zavija. Tudi nas to močno moti. Tretja pomembna lastnost teh sistemov, nekateri so sposobni tako dobro držati smer avtomobila na sredini voznega pasu, tudi na primer v ovinkih, da kar vabijo k temu, da spustimo roke in volan sam zavija. Ampak tukaj pristopamo pa v območje, v katerem bo na preizkusu ne več tehnologija in ne več razlike med dobro in slabo delujočimi tehničnimi rešitvami, ampak med vozniki, ki so sposobni tudi ob takih asistencah ohraniti trezno glavo in roke na volanu. In level 2, you as the driver, you will be able to take over in an emergency situation right away. You can let the wheel go for, let's say, 10 seconds, and then you get a warning to take over, to at least touch the wheel so that the car knows that you are able to control it, that you are awake. In level 3, it's a bit different. The car more or less does the same, but you will have a longer time to react. The car will have to look into the future and to foresee about 10 seconds. You can read a book, you can watch a video, you can do a lot of things apart from sleeping and leaving the seat. If something happens where the vehicle will not be able to handle the situation, it will give back control to the driver. And this given to the driver to retake the control of the vehicle is about 8 to 10 seconds. By reading a book, everybody believes that you can switch from reading a book to taking control, but if you are sleeping, then it will be difficult. Toda že danes se po evropskih cestah vozijo avtomobili, pri katerih vozniki ne upravljajo ne volana, ne stopalk. You have to do 95-98% in simulation, but at the end you must go with a certain number of vehicles on public roads. We have one Autobahn, one motorway in southern Germany that is prepared for the system and where we do a lot of test driving on our own during the development process, but also together with the traffic authorities doing the homologation process on the other side. We have a lot of installations there that help the systems to calibrate. Could you give me some example? What are these signs? Well, these signs are simply graphic symbols
which are detectable by the cameras which are built in our cars, and those symbols to be found on certain places mean that the system exactly can detect where it is, at what speed, and in what traffic condition it is, and that a reproduction of the whole driving procedure can also be done. For these tests, you need a special permit to test. Well, we have a general permit to do our driving down there. Of course, you do have to document everything, but you don't need a special license for each ride. That's a normal procedure. There will be always a safety driver on board, yeah? And the safety driver will be responsible to supervise the vehicle and to prevent dangerous situations. So in the end, the safety driver is responsible for the vehicle actions. So it's in the testing, it's not a level 3 or 4 system. And for the level 2, we already have the regulation to have these vehicles on the road. Because you have a safety driver sitting behind the wheel, you don't need a special permit to go on the road. That's our understanding, yeah. I'm asking this because in the previous years, many European states tried to compete who will offer better conditions to test autonomous cars. Yeah, I know, but in my personal opinion, it's not necessary. Zdaj pa pozor, vrnimo se na začetek oddaje, ko sva govorila o zavajanju. Vsi sistemi, ki sva jih pravkar pokazala, nimajo nikakršne veze z avtonomno vožnjo in nikakor se ne bi smeli tako oglaševati. So sistemi, ki jih tudi mi toplo priporočamo, so tudi varnostni sistemi, ampak so predvsem asistenčni sistemi, samo pomočniki in nikakor ne smejo prevzemati vožnje. So, milo rečeno, nastavek za avtonomne samovozeče avtomobile, ki pa prihajajo. To, kar smo kazali danes, spada pod nivo 2, se pravi pod drugi nivo avtonomne vožnje, nivo 3 pa bo na nek način že omogočal samovozeče oziroma avtonomne avtomobile, saj nam bo omogočal, kot smo lahko slišali, 10 sekund. 10 sekund, da bomo spustili volan in delali kaj drugega. To pa je v avtomobilskem smislu že zelo veliko. Ni res. 10 sekund ni avtonomna vožnja. 10 sekund je ogromno. Ko se prevozimo v 10 sekundah veliko metrov. Ampak v Teslah, na primer, so vozniki prevozili brez rok na volanu že več kot 1 milijardo kilometrov. In prav zato, ker Tesla s tem podatkom in predvsem pretiranim oglaševanjem vabi svoje voznike k temu, da spuščajo volan, so jih tudi zakonsko prijeli. Gre za učinkovite asistenčne sisteme, ki pa hkrati zahtevajo popolno zbranost voznika. Dokler je v avtu volan, bo vselej za vsako nesrečo kriv voznik. No, ampak veš, koga pa ne skrbi? Zavarovalnic in odvetnikov. V nadaljevanju oddaje vam predstavimo najmanjšega Lexusa, model UX, ki je poln ekskluzivno japonskih detajlov. Od judo šivov na sedežih do brisalcev, ki vas ne poškropijo. Povprašamo vas za mnenje glede alkoloka, pika na i pa je test enoprostorskega Mercedesa. Spoznali smo najmanjšega Lexusa, neposrednega tekmeca Audiju Q2 in Mercedesu GLA, torej oblikovno bolj dinamičnim predstavnikom dražjega sektorja malih SUV-jev. Namenoma smo uporabili besedo dražji, kajti če bi napisali premijski, to ne bi šlo skupaj z ugotovitvami, ki jih je pokazala nedavna Lexusova raziskava, po kateri Lexus velja za prestižni avtomobil, neposredni tekmeci pa večinoma spadajo v premijsko skupino. Mi smo sicer prepričani, da si razliko med premijskim izdelkom in prestižnim razlaga vsak po svoje, a ena od razlag je lahko tudi takšna. Pri prestižu kupci smo vam rekli, 3 stvari so važne. Eno, da je za izbrance, drugo, da ponuja poleg produkta tudi storitev in tretjo, da je za tvojo dušo, kajti danes v tem segmentu je luksus oziroma prestiž najenostavneje enači z časom. Jaz imam rad športne copate. Ne iščem njim prestiže, ampak grem jih kupiti v trgovino, kjer bodo meni res dobro svetovali.
Seveda, ta razlaga izhaja iz Lexusove tendence, da svojim strankam nudi 5-zvezdično storitev. Mi razvrščamo trgovce Lexuse podobno kot hotele. Govorimo o 1, 2, 3, 4, 5-zvezdičnih trgovcih. In s tem dajemo resnično poudarek neki osebnostnemu pristopu, času, ki ga damo za kupca. Naš primopredaja vozila poteka mogoče uro pa pol. Stranke to zelo cenijo. Na drugi strani stranke cenijo tudi zelo za nas avtomobiliste malenkosti, kot so pridite v petek na kavo in vam brezplačno operemo avto. Ampak tukaj ne govorimo o katerem koli prestižu, tukaj govorimo o japonskem prestižu. In ta temelji na rokodelcih, na mojstrih, na takumijih. We have many Japanese taste feature like instrument panel grain. We call washi, Japanese paper. And also there in the leather sheet we have a sashiko stitch, a very unique stitching in Japan. It's used for the judo and kendo, such martial arts uniform. It has such strong stitching. Such essence we apply to the leather sheet. Če ste dobili občutek, da pri Lexusu sploh ne gre zgolj za same avtomobile, imate prav. Bistvo je v filozofiji. I think the biggest uniqueness about Lexus. There's the Lexus philosophy. Of course, we try to offer a good level of dynamism with all of our cars, but at the same time our focus is very much on comfort. We want to find vehicle settings which make it enjoyable, comfortable for people to drive long distances. And it's not only about things like suspension, it's also small touches in the car. For instance, when it's raining outside, the windscreen washers are on, somebody needs to get into the car. The moment you open the door, the speed of the windscreen washers, for example, will slow down so that you don't have the risk of getting a shower of rain from the windshield over yourself. Another one, which is, I think, a world first on this car, the vents inside, the little adjustments are illuminated. Now, this is not unique on a lot of cars, they are illuminated, but on the UX, they're illuminated, and the light is actually not connected by wire. It's a sort of induction charge which gives the electricity to the little lamp. It sounds like a trivial thing, but it means that we don't have to put wires at the back of the ventilator, so you can optimize the airstream coming out of the vents, and you can make sure that whichever position you put the vent in, the air current is not interrupted by this kind of cable. So none of these things are revolutions, yeah? But they're all small touches that make the car a more pleasant vehicle to live with every day. And this is important to us. Maybe there are things which you don't notice at first sight, but maybe after 1 month of usage or 2 months of usage, you feel that the car is sort of taking care of you. It's a way of showing our hospitality and our care for our drivers and our customers. Ustrezna japonska beseda za tovrstno gostoljubje je omotenaši. A vendarle se posvetimo še tehniki. Ja, UX je na voljo s 4-kolesnim pogonom in ja, pri vseh dobite samodejni menjalnik. Seveda pa je glavna tehnična značilnost njegov pogonski sklop. Naj vam povem, da Lexus snuje tudi električni model UX. Ni še 100% potrjen, po nekaterih podatkih naj bi sicer prišel že konec leta. A nekaj, kar je zagotovo, pa je to, da bodo Lexusi še dolgo sloveli po hibridnih pogonskih sklopih. In pri teh je bistvena beseda self-charging, torej samopolnjenje baterij. Izključno na elektriko UX zmore voziti malo časa, a s pomočjo skrbno premišljenega softvera se bencinski motor izključi isti hip, ko ni več nujno potreben. Kar je v praksi na naši tokratni testni progi po okolici Barcelone pomenilo, da smo se samo na elektriko vozili skoraj polovico vsega časa. V tokratni anketi na portalu MMC smo vas vprašali, kaj vam največkrat jemlje pozornost v avtomobilu, in seveda dobili pričakovan odgovor. Z 41% je zmagal telefon. Super zmaga. Ja, vam pa čestitamo za samo refleksijo, da to tudi priznate. Na drugem mestu so otroci z 21%, na tretjem mestu pa štimanje avtoradia z 20%, potem pa sta tu še sopotnik z 10% in pa navigacijska naprava z 8%. V naši naslednji anketi pa vas sprašujemo, ali ste za to, da bi se v Sloveniji zakonsko uvedlo vgrajevanje autolok sistemov, se pravi sistemov, ki onemogočijo zagon avtomobila, če ste pod vplivom alkohola. A si rekel autolok ali alkolok? Ne vem, ampak karkoli od tega, samo da avto ne gre, če si pijan.
No, zanimivo je, da v MMC-jevih novicah kot prvo izpostavljamo asistenčni sistem, bi lahko temu rekli, ki prepoznava, kakšen oziroma v kakšnem stanju se je človek usedel v avto ali če je med vožnjo recimo zaspan. Se pravi, spremlja vse, kar se dogaja s tistim, ki je v tistem trenutku za volanom, kar bi morda znalo biti koristno. No, vsekakor je koristno, ampak pa pojdimo spet na začetek oddaje, ko smo govorili o avtonomni vožnji. Kaj te kamere še zmorejo? Ko enkrat tako natančno analizirajo obraze voznikov, pa tudi drugih potnikov, zmorejo tudi nekaj drugega. Določijo spol, starost, preberejo blagovne znamke na naših oblačilih, na recimo torbah in tukaj stane avtonomna vožnja zares zanimiva za igralce, ki danes jih sploh ne povezujemo z avtomobilskim svetom, se pravi za Google, Amazon in vse ostalo. Na ta način naredijo profil naših kupnih navad in nam začnejo v avtu prodajati različne blago. Tisto, za katero presodijo potem spolu, starosti in naših recimo blagovnih znamkah, ki nam najbolj sodijo. Se pravi oglaševalci. Današnji produkt, ki izvira iz nekih povsem drugačnih časov, je povsem drugačen od tistega prvega. Je pa tudi drugačen od avtomobilov, ki so danes trendovski. Zakaj? Ker se današnji avtomobili večinoma prilagajajo modi, namesto da bi modo prilagajali vsakdanjim navadam in željam. Primer. Danes morajo avtomobili biti videti športno, kupejevsko, kot na primer razred A. To pomeni, da se vanje vstopa nizko, kar seveda ne ustreza lepoticam v minikrilih. Po drugi strani so danes najbolj trendovski avtomobili SUV-ji, v katere se vstopa visoko, po možnosti ponujajo še kakšno stopničko. In to spet ne ustreza lepoticam. No, razred B zlahka proglasimo za avto leta po mnenju lepotic. Ponuja namreč udobje, hkrati pa je tako lepo oblikovan, da lepotica v njem ne bo pustila vtisa, da daje prednost praktičnosti pred šminko. Ne. B dokazuje, da je lahko tudi praktičen avtomobil oblikovan tako, da se za njim obračajo glave. In ker so najbolj privlačne tiste, ki imajo otroke, naj povemo, da bodo otroci v B-ja enostavno splezali. Hkrati pa lepe mamice niso tiste, ki bi prtljažnik merile z metrom v rokah, ampak z otroškim vozičkom in v tem primeru bo B navdušil. Vseeno pa B-ja najbolj pohvalimo, da ga je možno upravljati na mnogo različnih načinov. Recimo, da se prtljažnik odpre na elektriko, z daljincem, s stikalom na vratih ali pa takrat, ko imamo polne roke celo z brcanjem v prazno pod zadnjim odbijačem. In vsak dan mora biti enostaven, zato je upravljanje možno na številne različne načine. Lahko tapkamo po zaslonu, drsamo po miški ali pa ga navadimo na naš glas. In ko iščemo neko destinacijo, ne sme biti dilem, kateri zavoj je pravi. Navigacijska naprava mora to pokazati na realni sliki, ne pa na nekem težko razumljivem zemljevidu. In ker smo zaradi obveznosti vse prevečkrat raztreseni za volanom, Mercedes razred B naš mobilnostni vsakdan lajša tudi tako, da marsikaj preverja na mesto voznika. Ko zapeljemo s parkirišča, gleda levo in desno, če je kje kak avto, kolesar ali pešec. Preverja mrtve kote, otroke ob cesti, prometne omejitve in še kaj. Če smo na začetku oddaje narahlo šlogala oziroma gledala v najino kristalno kuglo in smo šli danes čez drugi nivo avtonomne vožnje, ki smo ugotovili, da avtonomna vožnja ni, pa tretji nivo, ki bo morda nekoč prišel oziroma v bližnji prihodnosti prišel, ko bomo volan lahko spustili za 10 sekund. Ampak, ko spet sanjamo o prihodnosti, razmislimo o tem, kako se je mobilnost gradila do zdaj. Vsako prevozno sredstvo, ki je prišlo v mesto, je mesto spremenilo. Kako bo avtonomna mobilnost spremenila mesta, ne vemo. Bi bilo pa verjetno smiselno razmišljati drugače, kot smo razmišljali prvih 100 let mobilnosti. Ker če bojo avtonomni avtomobili povečali število avtomobilov v mestih, povečali čas potovanja in nam pravzaprav omogočili samo to, kar sva prej govorila pri kamerah, da bomo lahko čas, ki ga porabimo v avtu, porabili za to, da bomo kupovali, jedli, delali nekaj, kar bo od nas zahteval tržni svet, potem to v smislu boljše prihodnosti ne predstavlja velikega koraka naprej.
Prihodna mobilnost mora prinesti drugačne vrste somobilnosti, se pravi, več bo treba in hoditi, uporabljati različne nove prevozne sredstva, verjetno električne, kolesa, skuterje, vse, kar bo še prišlo, tricikli. Avte uporabljati na drugačen način, javna prevozna sredstva na nov način, vsa kombinacija vsega tega pa verjetno pomeni drugačno, morda tudi boljšo mobilnostno prihodnost. Zato je morda prihodnost, tako kot recimo bogati šejki nekje sredi Sahare ustvarjajo na silo oziroma umetno zgrajena mesta, kjer bo vse potekalo avtonomno, brez tistih starih klasičnih načinov prevoza, pa recimo morda v trgovskih centrih, ko bi vse skupaj, ves promet lahko zapeljali iz parkirišča, kjer bomo stare kripe parkirali z avtonomnimi in pa recimo električnimi prevoznimi sredstvi. Le zakaj se trgovski centri zanimajo avtonomne avtomobili? Ja, prihodnost je morda še malo v oblakih, ampak mi pa bomo z vami spet naslednji teden. Spremljajte pa nas tudi na našem zavihku Avtomobilnost na MMC-ju in pa seveda na Instagramu, Facebooku in na YouTube kanalu.